Policija je 24.6. dobila od vira, natančneje od državljana, klic, v katerem je ta naznanil oziroma prijavil, da se mi zdi nekoliko nenavadno in čudno, da se tožilec, še vedno tožilec, ki dela v posebni skupini tožilcev, sestaja na nekako nenavaden način z nekom, ki je bil v predhodnih postopkih v letošnjem letu večkrat že osumljen kaznivih dejanj in zoper katerega tečejo kazenski postopki. Zaradi tega je policija v skladu z 148. členom zakona bila dolžna ukreniti takoj vse, da ugotovi, kaj je v zvezi z takšno prijavo. To je običajen postopek, da se policija začne odzivati. Glede na prijavo so se potrdili sumi, da, in to zelo resni sumi, da lahko gre za kaznivo dejanje sestajanja teh dveh oseb. Zakaj? Preprosto zato, ker je vodilne osebe iz podjetja SCT, se pravi odgovorna oseba v družbi SCT, je še vedno v postopkih za več različnih kaznivih dejanj gospodarskega kriminala in za njo se je sestala oseba, ki je delovala znotraj skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala pri Vrhovnem državnem tožilstvu in je razpolagala seveda lahko z podatki, s katerimi se je ukvarjala skupina državnih tožilcev. Zaradi tega smo najprej poskušali se zateči k klasičnim policijskim metodnim delam. Zelo hitro je bilo ugotovljeno, da te metode ne bodo prinesli rezultata in da ne bomo mogli preprečiti morebitnega kaznivega dejanja. Zaradi tega je policija 26.6. na podlagi določil 5. odstavka 149. člena Zakona o kazenskem postopku podala Vrhovnemu državnemu tožilstvu pisni predlog za uvedbo ukrepov tajnega opazovanja. Tožilstvo je utemeljitve, ki so bile napisane, sprejelo in izdalo odredbo za izvajanje ukrepa tajnega opazovanja, kot sem dejal 26.7. Od tega dne dalje je policija izvajala v skladu z odredbo tudi ukrep, ki je bil v policiji odobren. Tajno opazovanje seveda vsebuje tudi tajno snemanje in fotografiranje. Ta dva ukrepa sta v zakonu natančno opredeljena in policija je seveda v skladu z temi pisnimi odredbami tudi ravnala. 29.6. je prišlo do ponovnega tajnega srečanja med gospodom Penkom in Zidarjem. Pri tem je prišlo do odvzema prostosti obema osebam in do policijskega pridržanja.